Benzin gor, gas. Jo, folk, evo ga, BT na vrsti, sicer prejšnji sem dal zobnik tukaj gor in sem probal naštelati ketno. In sem gotov, da so zobniki jajčasti, tako da je Frčo Moto poslal nove zobnike. Vmes sem že dal novi zobnik gor, zadnji novi zobnik in sem videl, da nekaj zapenja. Čudno, kva je to, ketna dol pada. Kostič Motors je dobil novo ketno od Frčo Motota. Ne, novo ketna. In ta ketna je pač daljša. In on mi je rekel, kaj naredi, rekel, skrajša, ne. In zdaj ugotovim, da se mi ketna razpade, ker je tale varovalka vam padla, pogledam in vidim, da je Kostič Motors majstori za BT, da so v bistvu dvakrat rezali ketno. Tega sploh ne razumem, zakaj. In da dejansko mi sploh niso dali tukaj gor, če pogledaš povezovalnega člena, ampak samo varovalko. In gledam, zakaj mi se je tale ketna razpadla. Jaz sem tako povem, ta Kostič Motors, to so taki šalabajzeri, to so taki nateguni, odsvetujem komurkoli, da kadarkoli kupuje od njih kakšenkoli motor, ker oni so baje majstri za obnovo BT-a. Hvala Bogu, da sem jaz tole obnovil pri Juretu, ker motor je bil katastrofalno obnovljen. Vse skup, kar so mi naredili, so mi sam dali skup, niso nič zategnali. Sem ugotovil tudi, da tole tukaj ta matica ni bila zategnjena, kolesa niso bila zategnjena, da dejansko vsi šarafi na motorju niso bili zategnjeni in oni so meni ta motor dali, so rekli, motor je končan. Ok, folk, evo ga, čas je, da nalijem olje. Tole olje mi je Frčo Moto poslal Trans Oil Expert 10V40 in se pri BT-u vliva tukaj not. Noter je tudi taka šipka in če pogledaš, imaš minus pa plus in se do plusa. Da, se pravi, eni pravi, da to 4 deci, 5 deci, da bom jaz tole noter lepo vlil, pa dejansko videl, koliko gre. Pravi, imam tak lijaček, to sem ga kupil na AliExpressu in upam, da bo držal. Da morate vedeti, da tukaj not je sklopka, ne? Ta sklopka je v olju in mora biti olje, da dejansko tudi maže to sklopko. Se pravi, ne paše kar vsak olje, čeprav jaz, ko sem bil mulc, se spomnim takrat, jaz sem kupil običen motorno olje 15V40 mineralca in je špila. Tako da nismo neki baš preveč razmišljali, kaj, koliko, kako. Evo, bom dal malo krpe, zato če bo kaj šlo čez, da na oglih se vse skupaj pomazali. Ta je tak olje zelen, sem opazil. Kar tak malo fluorescenčen. Olje je kar tak fluorescenčno zelen. 4 deci sem ga dal not. Da bomo vzeli pa palčko. Da bomo dali noter. Palčko. Takole do konca je porineš. Tako, pa dvigneš. Se malo udaraš po prstih, malo zajokaš in to je to. In to je to. Do vrha je tega. In spet je padel paketič od Frčo Moto, ta mojega sponzora, pri katerem dobite vse te stvari. Lahko sam rečem, da vse te videe, ki mi gledamo, se lahko zahvalimo seveda meni, ker sem se sploh odločil to delati. In Frčo Moto, tu edinemu podjetju v Sloveniji, ki se je odločil, da me bo podprl. Nobeno drugo podjetje me ni hotelo podpreti, zapomnite si to, ko kupujete stvari, kupujte pri Frčo Moto tu, zato ker zaradi njega mi imamo kaj gledati. Kaj smo dobili? Malo sem rekel, da rabim ene stvari, se pravi, tale filter, Top Performance, ta filter je on meni že enkrat dodal, in ker se je ta filter uničil, ko smo mi pač štelali Energyja, pa to, se je v bistvu tukaj pod rajsu, mi je prinesel drugega. Potem povezovalni člen za ketno, za BT-a, ter še enkrat mi je poslal ketno. Zakaj? Ker prvo ketno so Kostič Motors zelo dobri majstri za Tomose. Ne, so mi uničali ketno. Se pravi, so skrajšali ketno preveč, pa so štukali, kar ti pove, da so največji šalabajzeri, kar obstajajo. Da to greš narediti, moraš biti res debil. Tako da, hvala ti Frčo Moto za tale paketič. Zdaj grem pa jaz tole dati gor na BT. Evo, da vam pokažem razlika med navadno ketno, to je navadna ketna, to je pa ojačana ketna. Prav tokrat sem vzel ojačano ketno in vidite po debelini členov. Se pravi, 102 člena prijeta tukaj, 101 je v navodilih,
Tukaj so zrezani 102, sem videl tudi, da jih je dosti po 102, tako da 102 bo v redu. Dalam pa jaz tole odrezal. Evo, žagal sem, dejansko sem z flexerco zneta pravo tole šajbo pobrusil te lepine in pa sem s tem zbil ven. Se pravi, zbiješ ta pin ven, bam, bam, bam in dobiš narazen. Gremo zdaj to ketno probati zgor, vidimo, če smo prav odrezali ali če smo premalo odrezali. Pa smo zajebali. Potem damo tale člen, katerega Kostić Motors meni ni dal, se pravi, hotel je, da se ubijem, oziroma da mi ketno strga. In potem šele damo ta varovalni pin noter. Včasih sem to na kolesih delal. In to je to. Evo, zdaj pa še naštelamo ketno. Pravi, tukaj imamo tele polške, kateri nam naštelajo ketno. Gledaš, da je naravnost ketna. Zobniki so novi, ketna je nova, tako da rabi malo časa, da se vse skupaj laufa, da se oprime in naštelamo zdaj sredino. Gledamo, to lepo vrti, boš malo ga zapenja, zato ker so zobniki novi, se noče tako dobro usesti. Zdaj to ne vem, zato ker so te zobniki slabe kvalitete ali pa res rabe malo, da se vnesejo. Zdaj, koliko se ketna naštela, ne? Kakor jaz vem, da je hoda tako 1 centimeter, ne? Zdaj smo nekako tako po občutku narediš. Sme biti preveč, za tega ne sme biti preveč ohlapna. Problem je, ko so zobniki teli jajčasti, ne? Pol dejansko ne moš naštelati ketne, ker enkrat je bolj napeta, enkrat je manj napeta. In zato sem jaz dejansko zamenil vse to skupaj, ker pri prejšnjih zobnikih originalnih nisem mogel naštelati ketne. Evo ga, prišel je Aleš, da narediva šipco. Eno so že, pa sem se zdaj spomnil, da pržem kamero. Prvo ga na roko, pa ga pa počasi. Na konc ga povreng. To se je pa malo čudno slišati. Je. So zdaj pod katerim kotom, a veš delati luknjo? Po šipci. Po šipci. Je pa kar slišal se nekaj, a bože, tako je šlo čez. Bo, še ti na majstor, hvala, ki si mi rešil problem. Malenkost je to. To da veste, komu morate jeti za stekli. Ovo je to, evo pa sva naredila. To so sam ročne spretnosti, s časom. Ja, s prakso. Če ga to ugasnem. Kaj si mi prinesel? Evo, jaz sem ti prinesel malo daril. Klada sem ti naredil tole, ne? Cev iz inoxa. To je podrejan, pošvasan. In kaj je bistvo, kaj smo naredili? Na večji fi smo šli, ne? Zato, da bojo širše cevi pasale gor, pa odstranil si tole. Ja. Tole smo dali stran, ker pač ne rabimo. Spravi, če sem se to naredil? Kaj je to? To je inox. Aha, ti se ukvarjaš? Se pravi, ne reveče jekla. Jaz se ukvarjam s tem, drejam, zobnike delam. Se pravi, folk, če rab kakšne zobnike, take stvari, karkoli, pokličite Nika, ali dam telefonsko, telefonsko imate tukaj, evo. Si mi pa še nekaj naredil? Evo, pa še naredil sem ti distančno pušo. Se pravi, tukaj je prej bil luft. To je Kostić Motors naredil, da je dal vmes šmergel papir. To so te ta hudi majstri. Je pa držal, ne. No, gledam, to je zdaj narediti, koliko je treba, ne. Tole gre na tesen noter, to zategneš in to je to. Majster, kaj naj ti rečem, ful ti hvala za podporo pri projektu. Se pravi, si podporil pri Energyju, pa pri BT-ju. Vsi vi, ki rabite kaj tazga, tukaj imate cifro,
shranite si cifro, ker boste 100% kaj tazga rabili in danes je težko dobiti majstre, ker to delajo, sploh pa mlade majstre. Sprav, to je nova generacija majstre, ki ima pred sabo vsaj 50 let dela in se bomo lahko zanesli na njega, da nam bo lahko v bodoče delu take stvari kot to. Ful ti hvala, stari moj, res podpora, pa se vidimo še kaj. Hajde. Čau. Čau. Evo ga, 14. november. Auspuh, damo gor. Tegle sem dal prebarvati. Ampak sem ugotovil, da je kar težek, poln saj. Sem probal dati tole noter ven, ta dušilc, ni šans. Tako da zdaj dal tega MF Powerja. Edina razlika med tem MF Powerjem pa tem je, da je ta ful glasen. Kljub temu, da sem dal noter novo peno, pa vse sta skupaj zrihtala, je še vedno ful glasen. Ampak nima veze, auspuh zdaj dal gor, pa sem pa probal malo lotati štroma, tako da gremo na del. MF Power ne gre gor, če imaš tale nosilec za originalen auspuh. In zdaj, ker sem to vse skupaj razdrl, se pravi, da sem dobil dal ta nosilc, ker je bil upet tako not, dam nazaj, ne? In ko sem dal nazaj, še predtem sem ugotovil, da Kostić motor stole ni zategnil, da je bilo to vse labavo. Zakaj je bilo pa labavo? Zato, ker je frajer dejansko dal dve varovalke. Eno je dal znotri, eno je dal pa tukaj pred. In ko si ti to zategnil, se je to toliko zategnilo, da ko si pritisnil, je dol stal. In Dino je itak mogel porabiti pač malo internet, kaj vam, in sem gotovo, da tukaj ni te podložke. No, auspuh je montiran, dejansko sem dal tisto originalno nosilec dol, dokler sem jaz ugotovil, da tle treba dati ven podložko, pa da tukaj moram malo po svoje narediti, da bi dejansko tukaj tale senzor za zadnjo luč, za štop luč deloval. Malo sem po svoje naredil, čist malo, ampak dejansko špila, auspuh je gor. Zdaj, jaz, ko sem bil mulj, sem imel tak auspuh MF Powerja, sem ga šel prav iskat v Laguno, tam je bila trgovina z deli. Se spomnim, da sem ponosno ga nosil po avtobusu, je bil tak črn. Tale kanta tukaj v zadnji originalne od Yamahe, original je malo daljši, zato mogoče tudi ta auspuh malo preglasen. In je imel v bistvu zadnji zlato, se pravi zlat aluminij. In mesec sem dal tam $12,000 in sem ponosno ga nosil po avtobusu, to je pa MF Power za mojega BT-a. In zdaj se bomo pa mi lotili počas te strani. In sicer, to je pa ena stvar, katera me muči že, kar sem začel sestavljati tega BT-a. Namreč, Fačomoto mi je poslal tale štrom. To je kopija Kokusana, se pravi japonskega štroma, ki dejansko je narejen kot univerzalc. Baje ga vgrajujejo v te neke nemške Zundape pa to. In baje tudi paše na Tomase, se pravi, lahko to daš na Tomas APN, BT, 6, karkoli. Samo je ena stvar, tukaj ni nobenih navodil. To je napetostni regulator in zdaj to vse skupaj povezati, da to dela. Se pravi, dati gor, naštelati predvžig, potem pa vse te kable povezati. Zame osebno je kar velik izziv in me je pošteno povem strah. Ampak drugega ni, kot da se vržem levom in da dejansko začnem delati in da pač trial and error dajem gor, probavam se, mučem, švicam, kovnam, me mineva, vse bi prodal, vrgel smeti, ampak na koncu dejansko vem, da mi bo uspelo. Tako da zdaj, ko se bom lotil tega magneta počas, vsega tega bom začel študirati, ker zdaj to je še edina stvar, katero moram narediti, pa dejansko bi ta motor mogel pržgati. Prvo ga bom probal naštelati, da užge, pol pa časoma sem probal pač naučiti, kako vse to skupaj povezati, da v tole sploh špilal. Zdaj sem hotel dati magnet in ker jaz nikoli nisem šraufal Tomasov, jaz sem večinoma šraufal skuterje, jaz nisem vedel, da je tukaj taka varovalka. Pri skuterjih je taka lunca, pa pri Puhu Pony Expressu je tudi lunca. In sem se malo zanimal, sem rekel, kaj je to za ena piksa, ker ta magneta ima dejansko tako, kakor imajo vsi, tam pa gred neko lukenco. In pa mi je rekel,
pa model ti nikoli ni šraufal Thomosa. Ne, nisem šraufal Thomasa, nisem nikoli imel opravka z magnetom pri Thomasu, vedno sem šraufal, jaz sem šel iz puha na BT-ja, kar tukaj nisem nič počel, sem se vozil, pa šel pa na skuterje, ne. In sem šel kupiti tole pač varovalkico in sem ugotovil, da une varovalkice, ki so mi je dali od avtomatike premehna. In pazi foro, Frčo Moto mi je povedal trik, vzameš tak sveder, 3 mm in odrežeš 4 mm. In če pogledaš, to je to, stari. Se pravi, 3 mm sveder plus 4 mm in dejansko to. Pa še ata na mamo. Prav lepo se usede noter. Ne moreš verjeti. Ok, smo že prišli do prvega problema. Tle sta te dve lukance, ne. Zdaj tole kablovje. Tega ne moreš dati dol, da bi dal čez. Tega sem dal dol, te pa ne moreš. Zdaj, kot sem videl rešitev, ljudje tole spilijo, tale sredinski, da lahko ven potegna. Ker bi pa jaz rad to pustil, da je to original, pa sem tudi kupil te originalne, ne bi rad tega naredil. Zdaj, edina rešitev je, da te kable precvikam, dam čez, pa zalotem. Ok, zdaj bom jaz tole vezil, itak je kabel ful dolg, normenga bom pustil daljšega, stale bom pa malo skrajšal in dejansko bom pač precvikal nekje na sredin. Ja, boli. Vem, da boli, ker vedno pol cvikaš, da nauke narobe. So odletel. In dobro, da sem zdajle pri Perotu bil, da sem videl lepo, kako on cini. Ampak vedno govorim si, moram si kupati tuno, da ti drži žice. In nikoli ne kupam. Zdaj, ko pa rabim, pa spet nimam. In se pol mučeš. Ampak nimaš kaj. Tale pick-up gre nekako pod ta šrauf, to sem na netu videl in probamo, da nam šrauf ne odleti in ga nekako zategnemo v luknjo, ampak ker je ta šrauf širši malo kot tune luknje in težko je tukaj prijeti zraven, so problemi. Torej ga treba not zgurati, ker ga resno težko. Treba malo tole pač raztegniti. Pazi, da ti štrom ne pade, kar ni glih fajn. Tole. In zategniti. Seveda nežno, da ne bo takaj navoja posnel, kar ni glih fajn, pa se on tako premika, ampak vraga boš premikal na začetku, veš, malo moraš razmrdati vse skupaj. Sem gotovo, da je ta glava dosti široka in ne gre mimo, se pravi, bi rabil te glave, veš, te glave niže, prevelike so, ker ne gre tle vmes, mora biti nižja glava. Zdaj ne moram recimo ga obračati čist, ker se tle zatakne. Evo, zdaj se daje štrom gor, teli šraufi so bili malo predebeli, tako da sem mogel te luknje tukaj, ki pridejo not, malo razširiti. In, ko ne rečem, tukaj je kar počel, a vidiš, tukaj je ta švoh material, da moraš biti zelo pazljiv, spet ko svedra malo razširiti. Lahko sploh takole obračaš, a vidiš, ker nisem mogel drugače obračati. Tole zdaj dol gor, bom pa tele zalotil. Ok, zdaj imamo pa en problem. In sicer, tale štrom ima 3 luknje. Ena gre sem,
ena gre sem in ena gre sem. In pazi fora, jaz kadam sem šravf. Jaz tega ne moram zarotirati več tako. Zakaj? Ker poglej, luknje ni. In dejansko tale štrom bo bil samo na 2 šravfih, kar pa ni glih pametno. Ker tukaj, če ga zašravfam, ga ne moram več regulirati. Joj, kdo bi se rekel, kakšni problemi. Škoda sem se odločil, da bom jaz tole povrtu, se pravi, da bom tole luknjo podaljšal sem. Je pa problem, ker moraš paziti, da tole ne zapneš. Zdaj sem tole povečal, vidiš, malo sem jo tukaj zapel, kar ni glih fajn, ampak se nisem odpršel. Evo, zdaj sem to dol gor in dihanja štroma je sam tok. Se pravi, vse skup nič. Upam, da bo dovolj za štelanje predožiga, ker tele luknje so res čudno postavljene. Veš, pa sem tukaj še zvrtu, da se lahko tok premakne, ne, ponavadi. Veš, pa se pa že tukaj zapne, pa tukaj zapne. Ja, ker ni po jusu, je takoj problem. Evo, zdaj lotamo tele žice skup, zdaj pa to potegnemo čez, pa to stran, čas. No, zdaj sem ugotovil, da moram dati spet dol plato dol, pa kabel za štrom, se pravi tukaj spodaj, vidiš, in pol še lahko daš skup. No, vidiš, če ta šrav damo ven, pol lahko dejansko tole se premika in lahko naštelaš brez. Tako da ni mi to glih všeč, ampak, vidiš, tukaj sploh ne prideš več zraven. Ni mi to všeč, ampak zaradi štelanja bom pustil 2 šravfa, bom pa videl kaj kako. Evo, zdaj sem povezal tele kable, se pravi imamo bela, rdeča, zelena. Ta cinkšpula ima pa še eno zeleno. Tako da jaz ne vem, kva zdaj da tukaj dam. Imam pa rumeno, katera je za luči in to naj bi sem dol prišlo. Tako da to je to. Zdaj dejansko, ko sem jaz to povezal, tole je malo predolgo, tole pol še prilagodil. Zdaj dejansko damo pa še magnet gor in bi mogli pogledati, če tole daje iskro. Zdaj pa nekaj povedal, kar jaz nisem vedel kot mulc. Tam nek magnet ima tukaj zarezo, vidiš. Ta magnet ima tukaj zagozdo. Tole mora jeti točno na zagozdo. Jaz, ko sem bil 14 let star, ko sem puha razdelil pa to, ko sem dajal dol magnet, nisem vedel. In sem pač magnet dol gor, kakor je bilo. In potem sem se po ulici vozil in je delal prižigal pa ugašil. Dokler mi ni en povedal, da dejansko mora biti tukaj kajla. In potem mora biti magnet točno naštelan, zato da on ustvari sploh to magnetno polje in iskro. Tako da jaz sem zdaj to vsem povem, kateri ne veste, v to zarezo mora iti ta zagozda. Evo, jaz sem do magnet gor, zategnil, sem tale magnet ne pride do konca čist, ampak pride nekaj na pol, takole se to vrti, kompresija je. Zdaj pa mi bi mogli pogledati iskro, če tole ima. Ok, zdaj sem pogledal iskro ima, zdaj pa, ker je to vse skup, treba zdaj naštelati predožig. To je pa tudi ena komplikacija. Treba poiskati se pravi zgornjo merilno točko, zgornji mrtvi kot in potem vzeti pištolo, pa to zmeriti. Prav, to nisem še nikoli delal, tako da s temle se bom malo hical. Jaz sem zdaj ena tako urco, v katero daš noter, ampak je en problem, da je v bistvu ta cilinder preglobok in ne morem čist zategniti noter. Se pravi, ne bo čist noter zategniti, ampak bo pač nekaj na pol, upam, da mi bo pomagal. Veš, pač zategnem dokar lahko, pa viš se zapne. In na pol, ampak vse, ko jaz premaknem magnet, veš, se zaleti vanga. Se pravi, ura bere, ampak zdaj se, veš, da nekaj ni prav, preveč je gor, moram dati spet dol pa spet naštelati. Zdaj, tukaj tole, kar naj bi bilo toliko easy, daš not, greš naprej, ti zdaj naredi problem in zdaj moraš spet improvizirati. Če pa nimaš urce, pa pač old school način, daš not, pač šrafen cigar obrneš in ka vidiš, da se dotakne, je to zgornja mrtva točka. Evo, zdaj sem dal vse gor, povezal cinkšpulo, dal bencin. In s tisto urico sem probal nekaj nastaviti žig, zdaj to približno. In zdaj me s tole probal prižgati. Priznam, sem ene dvakrat naredil, pa sem nekaj malega slišal. Tako da me res zanima, kaj kako. Imam tole pištolco, vidiš,
Tukaj imam en tam akumulator, upam, da bo dovolj dober in s tem v bistvu pomeriš in vidiš predolži. Zdaj, kako bom ugasnil, bom dal dol svečko, ker nima narejen za ugasen. Kje se sliši? Tu, malo je zakadil. Se pravi, spušča tle že vidim. To. Veš? Opa! To so zdaj prvi znaki. Ajde. Če bi en gas dodal. Ben zgleda dol. Gas. Hoče noče, ampak mislim, da to ni to. Opa. Prav, štrom ni dobro naštevan. Okej. Kje neki je? Dal od sebe. Gremo še enkrat. Evo ga, prvi ran. Tam na uni strani spušča malo. Malo je masna mašina, se steka ole. Tako da tole je zdaj po moje prvi ran, ki je poln olja. Ampak ja, evo. Treba da dol pa pogledati, kje spušča, a pa da druga avspuk originalen. Olje spušča, ker je poln. Lepo ga zaprede. Evo, povezu. Tole daš skup. Ti pištola ne dela. Neverjetno, stari. Kaj je, ne? Evo jih, zdajle sem dejansko kar vesel. Edino tista pištola, ki sem jo kupil, zgleda, da ne dela in so me Kinezi nategnili. Ampak evo, moji lepotci so tle, pa še eden je v garaži, pa še eden je na Primorskem. Tako da vesela novica, se pravi motor prižge. No jaz, če bi to rekel leta 95, 94, 96, bi to bilo to, ne? Kaj je to predolžig, če lepo laufa, ne? Bom si pa sposodil to pištolico pa pogledal, pa bomo še pol na finjaka naštelali, ampak to, da je to hitro prižgal, sem bil pa kar presenečen in sem kar vesel. Potem naslednja stopnja bo pa tiste kable povezati, pa probati luči zvezati, pa to, ne? To bo tudi ena nova stvar. Tako da ja, za danes smo zaključili.